razstavo sem naslovil Naplavine in mogoče iz vseh ravni, kako bi se dalo to razumeti, sta mogoče dve najbolj zanimivi, vsaj meni ali pa to, kar bi delil, je na eni ravni me naplavine mikajo kot metafora na nek spomin, ki se vrne, mogoče na osebo, ki je ni več v našem življenju, ali pa mogoče na eno idejo, ki je nekdaj obstajala, nas je zapustila in se potem vrnila v naše življenje, pa moje življenje. Na drugi ravni pa zelo materialno, zelo direktno, naravnost v tem smislu, da material fizični, ki zapusti naše življenje, se danes v tem okoljskem smislu veliko ukvarjamo s tem. Predvsem mogoče z plastiko, ki se vrne v naše življenja, od katere smo se poslovili, pa mislili, da ne bo nikoli več nazaj prišla, ampak je v resnici imela svoje življenje in zdaj na ta zelo travmatičen način se vrne in nam spremeni ritem življenja ali pa pogled na našo okolico. In se mi zdi, da zaradi moje afinitete do najdenih materialov in o njihove obdelave v ateljeju se na obeh teh dveh ravneh nekako stika s temi idejami, ti objekti, ta moja razstava. Ja, o tej razstavi, zadnji Ištvanovi, Huzjanovi razstavi, bi lahko rekli, da je popolnoma nenavadna. Nenavadna zato, prvič, ker v tem prostoru ni nobene slike na steni, ker so vse naplavine, pravzaprav njegovi spomini na tleh, kaj pomenijo. Mislim, da je to njegovo bistvo. Mislim, da izhaja v svojem življenju, kar ga poznam iz svojega otroštva, ne le od peskovnika, temveč tudi od očeta, ki je bil slikar, oziroma ki je slikar, in od česar je marsikaj tudi razmišljal, tudi potegnil, tudi pravzaprav živel z njim kot slikarjem. Ampak mislim, da je bila njegova največja sreča to, da ni šel po poti očeta, da ni šel na akademijo v Ljubljani, na slikarstvo ali na kakršnokoli drug oddelek, ampak da je šel v Benetke študirati, ki mu je odprl popolnoma drugačno dimenzijo razmišljanja. To se pravi, če potegnemo to srečo in to, da je že od otroštva razmišljal o drugačnem, o umetnosti, o inspiraciji, mislim, da ga je to ustvarilo umetnika, ampak ne v smislu slikarja, ne kiparja, ampak jaz ga zastopim, razumem, kot da je on objekt, da je on umetnik, da je on tist, ki iz sebe dela umetnino. On je knjiga umetnikov, on je spomin, on je vse, kar pravzaprav čuti in dela in celo objekt. On je celo objekt, hodi. Njegovi koncepti so tudi poti, ki jih ustvarja, pravzaprav med Bruslom, Ljubljano, Benetkami, neko drugačno razmišljanje. In ta misel se mi zdi za njega najbolj bistvena. Mogoče v zadnjem obdobju vedno več objektov najdenih ali pa posvojenih kombiniram z mavcem oziroma s tem pariškim mavec ali plâtre du Paris, ki je tradicionalno uporabljen v umetnosti že od samega začetka, predvsem pa nas mogoče spominja klasično umetnost izdelave kopij, recimo v 19. stoletju, rimskih in grških kipov. Poleg tega, da ima zelo lepo naravo kot material, mene zanima kot v smislu podstavka oziroma lahko bi rekel tiste sence objekta oziroma ali njegove kopije. V smislu, da imam nek objekt in potem začutim, da bi ta objekt mogel imeti svojo prisotnost, svoj čas tudi pokazan materialno in kaj se zgodi, ko se srečata. Tukaj na tleh razstavljam par svojih palic iz pohodov, iz performancev, ko sem hodil na različne razdalje
in sem potem izdelal iz gipsa njihove kopije. V tem smislu, da sem ulil v zračnico kolesa, ki ne uporabljam več, ker je neuporabna, sem ulil gips in nastane ena zelo podobna forma kot palci, ki zraste na drevesu. Skratka, to je objekt, ki je nastal v ateljeju in potem objekt, ki je prišel v moj atelje po mojem performansu, se potem zdaj srečata in se z njimi zdaj mi srečamo v galerijskem prostoru. Ta razstava tukaj predstavlja, tako kot smo rekli, naplavine, predstavlja spomine, pot spominov Huzjana od otroštva do danes. Ampak eden najbolj zanimivih njegovih objektov oziroma skulptur je spomin, ki je hkrati preteklost in predstavlja prihodnost. To je nagrobnik, ki sta ga mati in oče želela še v svojem življenju in sta ga pravzaprav pred parimi leti tudi dobila. Vidita lahko v njem nekaj, kar je skupno njim trem, to se pravi staršem in sinu, in to bo tudi nekoč spomin njihov skupen v prihodnosti. Ko sem začel razmišljati o postavitvi v tem prostoru, vedel sem od začetka, da bom bolj z objekti naredil to razstavo. Nisem točno vedel, kakšna bo povezava. In potem ob prvem obisku galerije so mi sporočili, da bo letos poleti galerijska tla, da bo renovirala, zato ker so imeli tudi hudourne vode. Se pravi, voda je vdrla v ta prostor in ga je spremenila do te mere, da so ga potem mogli predrugačiti. In ta izkušnja tega prostora pred mano me zelo direktno spomnila na to, s čimer sem se jaz ukvarjal med tem, ko sem gradil te svoje objekte. In takrat prišla ideja, da mogoče pa bi mogel vse sam dati na ta prenovljena tla, na ta predrugačena tla, ker so tudi en drug materiale zdaj po tleh. In ja, se mi zdi, da se je lepo razrešilo to samo od sebe. Meni recimo hecno je bilo tukaj v tem prostoru, da so stropovi tako nizki, ne. Tlej po mojem slike večjega formata zelo težko razstavljati. No in sem opazil, da če nič ne dam na steno, tako kot ko sem gledal fotografije pa v prvem obisku, da prostor postane skoraj neskončen, če ne dam nič na steno. Se pravi, da se horizontu neskončno se odpira. In ja, mogoče pa ipak govorimo o enem pejsažu, ne. In mogoče je to ali je to zdaj javni prostor ali intimni, nekje vmes, ne.